Pred kratkim je pri Kulturnem centru Maribor izšla vaša druga slikanica Tjan in Inja. Naslovnico lahko vidite v mojem ozadju, ki jo je ilustriral Romeo Štrakl. Pred tem je izšla slikanica Tjan dobi novega prijatelja. Kaj vas je navdušilo, da ste pričeli pisati zgodbe za slikanice? Glede na to, da pišete strokovne in znanstvene monografije, učbenike, dela za odrasle in mladostnike. Odločitev moram reči, da ni bila preveč zahtevna, glede na to, da se družim z majhnimi, malo večjimi otroki, mladostniki, predvsem pa se mi zdi, da je na nek način dozorela neka zgodba o meni, katero sem želel torej predstaviti tudi najmlajšim na svojstven način, kot ga pač predstavljamo vsi avtorji, glede na to, da želimo podati nekaj poučnega, zanimivega, seveda otrokom dostopnega, drugače pa seveda tudi igrivega in zabavnega, kar je ilustrator skozi svojstvene ilustracije tudi skušal v sami zgodbi prikazati. Kaj želite z besedo in ilustracijami povedati v teh dveh slikanicah? Kakšen je nauk zgodb? Dejansko se nauki zgodb v slikanicah bolj ali manj ponavljajo, samo gledano z očmi različnih avtorjev, ne. Zdaj, nekje je potrebno pač začeti, ker so pač to otroci, ki imajo ob sebi in v igri, v kateri se znajdejo zelo veliko igrač in podobnih artiklov, sem si pač izbral enega izmed teh, ki je bolj ali manj prisoten pri vsakem otroku, torej plišasta igrača. Zdaj, ali je ta zajček, ki sem ga sam izbral, dovolj zanimiv za otroke ali ne, to bi verjetno morali vprašati bralce oziroma gledalce, torej tiste, ki gledajo v slikanico in poslušajo, ko mi jo nekdo prebira, ali pa tiste, ki seveda berejo sami. Zdela se mi je zgodba zanimiva, predvsem ta na začetku, torej ko otroci v fazi odraščanja dobivajo nove in nove prijatelje, ki ni nujno, da so samo prijatelji iz družbe, ampak so lahko torej tudi igrače, s katerimi se potem ne samo igrajo, temveč tudi pogovarjajo, družijo. So takšne, ki kar naenkrat postanejo del njihovega otroštva, dejansko tudi njihovi bližnji, bom rekel, prijatelji, ki jih jemljejo s sabo v posteljo, se z njimi igrajo, se z njimi, bom rekel, poistovetijo na način, da jih zanima, kakšen je svet, bom rekel, plišastih igrač v mojem primeru, in seveda primerjajo s tem, kaj doživljajo sami. In tako je ta plišasti zajček, ki je verjetno bil skozi zgodbe podan in prikazan na nešteto mnogih drugih načinov, dobil, bom rekel, pomembno vlogo tudi pri mojem junaku Tjanu. In menim, da sem izbral, tako sam ugotavljam danes po slikanicah, ki sta izšli, da je pravšen junak za takšno zgodbo. Kateri starosti je namenjena slikanica oziroma slikanici? Zdaj, če bi rekel, da je tukaj treba omejiti starost, bi bilo to zelo težko, ne. Glede na to, da najmlajšim otrokom, ki še ne berejo, velikokrat prebirajo starši, bi rekel, da je kar za starše namenjena, ne, oziroma staršem namenjena. Potem pa ugotavljam, da seveda zagotovo po njej segajo tudi tisti, ki zgolj samo gledajo ilustracije in si potem velikokrat ob neprebranem besedilu tudi sami izmišljajo zgodbe ob videnem, ali pa seveda tistim, ki so že bralci ali se že trudijo z branjem, lahko pa konec koncev tudi bralcem, ki so malo starejši, torej tam ob koncu prve triade, takole za sprostitev zvečer v eni sapi prebrati eno takšno, bom rekel, zgodbo za večer oziroma za lahko noč je lahko knjiga zelo dobrodošla.
Je vse to pisanje morda povezano z vašim dolgoletnim delom z otroki? Prav gotovo. Torej, sam sem v življenju delal z otroki dolga leta, v nekem obdobju tudi neposredno ali posredno z najmlajšimi, torej v vrtcu, kjer sem doživljal ravno te zgodbe, mnogo igrač, množice otrok na kupu, in mogoče so res na osnovi tega nastajale te zamisli, kako združiti neko vsebino v neko zgodbo. Vsekakor delo z otroki daje navdih, to zagotavljamo vsi, ki pišemo za otroke in za malo starejše, torej za mladino. Menim pa, da je težko zgodbo podati v neko točno določeno okolje, nek točno določen čas. Zgodba je nastala prav po nekih, bom rekel, intuicijah, torej zgodba o nastanku prijateljstva, v drugem delu pa, torej v drugi slikanici pa mogoče zato, ker enostavno se prijateljstvo širi in krepi ravno s tem, da se otroci spoznavajo najprej z neživo naravo okrog sebe, potem pa seveda mnogokrat posegajo v določenem obdobju, torej tudi po druženju z otroki, torej ta primarna socializacija zelo daje pomembno vlogo otrokom in pomembno je torej, da imajo veliko prijateljev. Zdaj, ali so ti prijatelji takšni, kot sami želijo in pričakujejo, velikokrat ne, zaradi tega, ker so to generacije otrok, ki so še premajhne, težko razumejo pomen prijateljstva, se pa s tem seveda zelo veliko naučijo, torej s tem druženjem tako v vrtcu kot izven njega, doma, v okolju, kjer bivajo, zato je igra in druženje s sovrstniki tisto, kar je za otroka v njegovem razvoju najpomembnejše. Ste bil morda tudi ravnatelj v vrtcu in če ste bil, vam je ta položaj mogoče dal boljši pogled v otroško dušo, v otroško življenje? Ja, drži, v nekem obdobju sem bil tudi ravnatelj vrtca in moram reči, da sem kar dodobra takrat spoznal otroke, njihovo toplino, njihovo prijaznost, njihovo željo po druženju, tudi z odraslimi, tudi željo po ne vem, objemu, ki ga otroci tako pogosto izražajo. Potem tudi seveda pogovor, ker so otroci tisti, ki ne ločijo, bom rekel, odnosa starejši in otroci, oni jemljejo od sebi enake vse, s katerimi se lahko družijo in pogovarjajo. In potem, če seveda je to odrasel, pa se spusti na njihov nivo, ne vem, primer sede na tla, se z njimi igra neko določeno igro, ki se jo igrajo, se z njimi pogovarja v njim razumljivem jeziku, seveda takrat otroci začutijo človeka in to njegovo bližino in seveda jim je lažje, torej tudi v nadaljevanju, to spoznavanje in razumevanje sveta odraslih. Ja, zagotovo so tudi ti trenutki nekajletnega sobivanja z najmlajšimi pridodali k temu, da poznam, ne vem, življenje otrok, seveda ga spoznavaš pa tudi življenje lastnega otroka in življenja otroka najbližjih, ki jih imaš okoli sebe in potem seveda ugotavljaš, da nikoli nisi star, četudi si že starejši, ne? Ker dejansko otroci okrog tebe vedno delajo tebe tudi del sebe in torej vedno imaš občutek, da nisi toliko v letih, kot si, ampak da dejansko je to druženje z mladimi, z otroci, z najmlajšimi, tisto, ki ti daje dovolj energije, torej tudi za vsak nov dan, za vsak pogled naprej, za vsako novo ustvarjanje in potem pač poskušaš v vsem tem, kar ustvarjaš, tudi na nek način te splete okoliščin, ki so nastajali, vživati v neko celoto. Ali je lažje napisati zgodbo za slikanico ali je lažje izdati slikanico? To pa zdajle že zelo kompleksno vprašanje, ki je bolj, bom rekel, je bolj namenjeno dvema, ki bi morala biti v tem trenutku tukaj, ne samo meni, ki sem napisal zgodbo, verjetno tudi ilustratorju, ki je po moji zgodbi seveda se trudil narediti približek temu, kar sem želel in pričakoval.
Knjige izdajati je pa danes v slovenskem prostoru na splošno zelo zahteven proces, ne. Zdaj, če se knjiga izdaja zgolj zaradi ekonomskega učinka, finančno-ekonomskega učinka, torej da pričakuješ, da boš v narekovajih imel tega neko finančno korist, potem pač knjig ne pišeš zaradi tega, ker od tega le redki v slovenskem prostoru, ne govorim v širšem svetovnem merilu, uspejo, kajti mnogim zelo dobrim, pomembnim, znanim avtorjem je uspelo. Seveda nismo pa vsi enaki in eni imamo samo željo po predstavljanju vsebin, ne morda toliko po finančnem učinku, drugi pač seveda znajo tudi, bom rekel, svoje ime in svoje izdelke, kar se tiče pisateljevanja, tržiti na način, kot ga pač dobro poznamo pri mnogih znanih avtorjih. Menim pa, da za vsakogar, ki ima željo po ustvarjanju, ne more in ne sme biti na prvem mestu zaslužek, kajti potem to delo ne prinaša, bom rekel, osebnega zadovoljstva, ne prinaša mu ga tudi ne, bom rekel, podajanja tistih misli, ki bi jih dejansko morda podajal, če bi vedel, da je zadaj pa plačilo za opravljeno storitev. Sem zelo vesel, ko ustvarim vsebino, ko ustvarim junake, zelo me navdahne, ko vonjam svežo tiskano knjigo, in potem seveda spremljam takole, bom rekel, strani, ali je ta knjiga dovzetna, ali jo sprejemajo, ali jo bom rekel, vzamejo za svojo, ali pa kje na policah obleži in ni našla pravega mesta med množico knjig. Menim pa, da ustvarjanje zaradi tega, da bomo polnili knjižne police, že od nekdaj več ni zanimivo ne za bralce, ne za avtorje, ne. Bolj je zanimivo zaradi tega, da dihaš tisto, kar misliš, da bi želel povedati. Torej daš na papir, krepiš z nekimi bogatimi mislimi in idejami in na koncu ugotoviš, da je potrebno še ogromno popravkov, preden seveda knjiga zagleda luč sveta, pa seveda potem na koncu koncev tehtajo vse tisto, ko jo primeš v roke in rečeš, to je pa moj proizvod. No, zdaj pa še malo k vzgoji. Kako se otroci pravzaprav lotevajo gledanja in branja slikanic, če že znajo brati? Že malo prej sem dejal, da seveda pogled na knjigo najprej otroku podajo njihovi starši. Torej, starši so tisti, ki knjigo otroku priljubijo ali pa ne, ne. Zdaj, če so knjige del življenja v družini, potem so te, bom rekel, prijateljice človeka tudi otrokove prijateljice. Torej jih tudi on odsvoji, postanejo del njega in na neki način hlepi po njihovih vsebinah. Seveda, ali je to branje, bom rekel, doživeto ali ni doživeto, to je stvar zdaj zopet posameznika, ki knjigo predstavlja otroku, dokler seveda sam ne začne poustvarjati vsebine skozi slikanico, torej skozi risbo, skozi ilustracije, in kot sem že dejal prej, ne, torej skozi lastno dojemanje in razumevanje določenih podob, ki jih vidijo pred sabo. Seveda je pa zgodba drugačna, ko pa otroci posežejo po knjigi, ko že berejo, ne. Potem velikokrat najprej berejo, pa potem grejo brati ponovno, takole vsaj jaz si zamišljam, ne, da preberejo hitro, kaj je zanimivega v zgodbi, potem pa grejo zgodbo povezati s slikicami, ne. In seveda, ko imajo celoto narejeno, potem običajno slikanica najde, tako kot pri vsaki drugi zgodbi otroškega življenja, tako kot je zdaj tule zadaj za mano, ko Jan gleda svoje plišaste igrače na polici, običajno tudi s knjigami, ne. Odložimo jo na knjižno polico in potem so knjige, ki se preberejo in ki se berejo. Torej, ki se še večkrat vzamejo v roke, ko se še večkrat spomnimo kakega detajla iz knjige, in tako je to pri otrocih in tudi pri odraslih, ne. Običajno vedno
kdaj iščemo kakšno misel v kakšni knjigi in tudi otroci na nek način so takšna, bom rekel, svojstvena zgodba zase, ki potem velikokrat knjigo vzamejo v roke in jo tudi malo pobarvajo, pa jo malo dopolnijo s čim, komu narišejo, kaj kateremu junaku in tako naprej. Tega seveda načeloma ne smemo vzeti za slavo, dejansko je knjiga kulturna dobrina, ki naj bi imela od začetka do konca neko podobo, pa vemo, da temu ni tako. Spleto knjig v svoji uporabi izgubi prvotno obliko, podobo, neštetim knjigam manjkajo strani, neštetim knjigam dodajamo neke označbe in tako naprej. To ne pomeni, da ljudje nimamo odnosa do knjige, ali pa da je knjiga, bom rekel, narekovajih uničena, raztrgana in tako dalje. Jaz vedno pravim, vsak artikel, ki ga imamo večkrat v roki, kaže, bom rekel, posledice uporabe. Če nič ni uporabljeno, jaz mislim, da je takrat za knjigo to največja škoda. To pomeni, da jo otroci naj uporabljajo tudi za nočenje česa, če je potrebno, če je to neka trda vezava, za gradnjo česa, če je to mogoče, če je teh slikanic več. Samo da so knjige in v tem primeru torej slikanice del tega njihovega vsakodnevnega igranja, življenja, učenja, spoznavanja novega in tako. In kako naj pri tem otroku pomagamo, glede na to, v tej zadnji slikanici Tjan in Inja je zelo lepo opisana simpatija med deklico in fantom. Zdaj, velikokrat se iz knjige otroci naučijo stvari, ki jih že poznajo, še malo bolj podkrepljeno še s čim. Jaz menim, da je treba otrokom v pravem času, na pravem mestu, s pravimi besedami razlagati vse nove in nove življenjske doživljaje, ki jih imajo vsak dan. Torej, ko grejo v vrtec, ko prihajajo iz vrtca, ko se družijo s prijatelji zunaj, ko so z družino doma, ko se pogovarjajo, ko pojejo, ko rišejo. Vse jim je treba na nek način priljubiti na njihov način, ne na našega, kot ga mi želimo. Zato je mogoče to, da otrok skozi perspektivo neke zgodbe njim blizu, njim, bom rekel, bližje, kot pa razlaga staršev, kaj je in kako je, lahko včasih tista pot, katero so lahko samo starši toliko bolj zadovoljni. Če tam v slikanici omenjam recimo pomen prometne varnosti, je to bolj pomembno, da otrok opozori starša na varnost v prometu, kot pa da starš ves čas njemu govori, ne vem, zelena luč je za to, rdeča je za to, tukaj je prehod za pešce in tako dalje in tako dalje. Če pa to otroci povejo, je pa seveda tista zgodba, ki marsikdaj pove, da otroci imajo zelo širok spekter razumevanja, gledanja, spoznavanja, učenja, in na tak način potem lažje v bistvu razumemo tudi tak pomemben recimo dogodek življenjski, ko otrok začuti, da ob mami, očetu, bratu ali sestrici, ne vem, še katerih drugih sorodnikih ali pa bližnjih sosedih, ki jih ima, lahko išče neko prijateljstvo tudi z nekom, ki je z njim skupaj v vrtcu, katerim se srečuje vsak dan, s katerim zelo veliko časa prebijeva v vrtcu, katerim skupaj opravi mnogo več aktivnosti, kot jih opravi s katerokoli drugo osebo, neposredno, pozabimo zdaj na brate in sestrice recimo. In zato je mogoče tak dokaz prijateljevanja zelo pomemben element vzgoje, učenja, pogleda na perspektivo odnosov med ljudmi, na odnose med otrokom in istega spola in nasprotnega spola. Včasih smo imeli občutek, da se otroci v narekovajih ne morejo zagledati, ne vem, v vrtcu, kasneje v šoli, pa so nas seveda v svojih, bom rekel, dognanjih prehiteli in da smo zelo težko razumeli v bistvu, da
otrok recimo ima prijatelja ali prijateljico, o kateri ves čas govori, in se celo starši in ostali družinski člani počutijo celo malo odrinjene, ne. Se potem znajo počaliti, na nas si pa pozabil, ker imaš novega prijatelja oziroma prijateljico. No, in podobno se je zgodilo tudi našemu junaku Tjanu, ki je na neki način seveda imel pred sabo in v mislih to novo osebo, ki je stopila v njegovo življenje kot sestavni del igre in pogovora o otroških zadevah v vrtcu. In seveda kasneje postaja tako kot v vsakih zgodbah, ta zgodba vedno bolj zanimiva, zapletena in seveda resnična, ne, to zgodbe, ki niso izmišljene, ampak so resnične, torej to se nam dogaja, to se dogaja vsem otrokom, to se je dogajalo tudi nam, ko smo bili otroci, čeprav si včasih neradi priznavamo, da smo tudi mi imeli kakšne majhne ljubezni v vrtcu ali pa v osnovni šoli, prvih 3-4 razredih osnovne šole, ampak se je to dogajalo nam vsem. In lepo, da se je, lepo, da se dogaja in da se ta, bom rekel, zgodba ponavlja iz generacije v generacijo, vse s tem potrjujemo, da smo pomembna državna, družbena bitja, ki potrebujemo vedno in vselej nekoga ob sebi. Ali mislite, da imajo mladi bralci v sedanjem času dober odnos in da radi berejo? Torej dober odnos do knjige in da radi berejo? Nekaj časa sem imel občutek, da so ravno mladi bralci tisti, ki so prava izbira, ko se lotevaš ustvarjati za nekoga tretjega, ne. Potem pa sem ugotovil v zadnjem, mogoče desetletju, da je knjiga še vedno sopotnica, da je vedno pogosteje sopotnica, ker mora biti sopotnica. Zdaj, če grem knjigo skozi perspektivo učbenika, če grem knjigo skozi perspektivo obveznega domačega branja ali knjigo kot knjiga v okviru branja za bralno značko, ne. Potem postajajo knjige, bom rekel, en sestavni del zahtevnega učnega procesa, za katerega lahko rečem, da je pri nekaterih otrocih težji, pri drugih pa lažji. No, in to je tisto, kot se vračam nazaj na uvodna razmišljanja, kako je pomembno, da je knjiga otrokova prijateljica od vsega začetka, ne. Torej, prvih korakov, ko jih naredi in ko posluša starše, ko mu prebirajo, če je to ostalo v njem, potem je knjiga, bom rekel, tista vsakodnevna hrana v narekovajih, torej, ko berejo, eni seveda zelo veliko, ne, drugi za odtenek mogoče manj, seveda takšnih, ki pa sploh ne berejo, takšnih otrok pa moram reči, da jaz dvomim, da bi lahko kje sploh našli katerega otroka, ki ne bere, ne. Ne bi želel zdaj tukaj govoriti o tem, da je potrebno brati, ne. Vse, kar se mora, nikoli ni bilo prijetno, ne. Zato je v redu, bom rekel, poudarek dati temu, da si otroci izbirajo tisto literaturo in tiste knjige glede njihove starostni stopnji, ki so jim blizu po tematiki, po junakih, po vsebini, ne. In ne, da se odločajo drugi namesto njih. To se mi včasih delo, bom rekel, malo zahteven proces, torej tudi v šoli, ne, ko dajo točen seznam knjig, tole pa potrebno prebrati, ne. To je enako kot, ne vem, prometni predpisi. Če ne boste vozili 30, ker je omejitev, pa bo potrebno verjetno kakšen ukrep izpeljati, pa bo kakšna sankcija, pa bo kakšna kazen, ne. In to je zdaj podobno. Izbrati nekaj po lastnem okusu ali po okusu otrok, to je velika razlika, ne. Zato so ti pogovori z otroki o tem, kaj bi želeli brati, koliko bi želeli brati, ali naj prebere knjigo v celoti ali naj prebere po delu, predvsem pri najmlajših, seveda del tistega procesa in, bom rekel, odnosa do knjige, ki otroka ne odvrača od knjig, ampak si otroci želijo, ne, torej, da bi si čim več različnih vsebin pogledali, prebrali, ne, in potem seveda po vsebinah tudi poustvarjali, ne zgolj samo nekaj pisali, ampak kaj narisali, kakšno pesmico napisali in tako naprej. In to, bom rekel, v sodobnem učno-vzgojnem procesu v šolah, moram reči, da imamo danes zelo veliko, torej tudi
inovativnih učiteljev, ki takšne prakse uporabljajo in potem otrokom seveda knjiga ni tuja, ampak mu postaja del vsakdana. Torej, najde zvečer na njegovi nočni omarici ali kjerkoli pač že ima mesto za knjige in potem seveda mu prebirajo, ali jih prebira sam, ali jih prebira zaradi tega, ker mora, ali prebira zaradi tega, ker jih želi, ker ima, bomo rekel, željo po branju in po odkrivanju novih vsebin. To so vse te zgodbe, ki se prepletajo v mladih glavah in na koncu ugotovimo, da je seveda bralcev zelo veliko. To tudi statistike kažejo o obiskih slovenskih knjižnic, ne. Tudi knjigarne še vedno niso izumrle, to pomeni, da želijo velikokrat ljudje imeti knjigo tudi doma, ne samo da preberejo, vrnejo, ampak določen izdelek hočejo imeti tudi v lastni knjižnici, v narekovajih, in seveda je lahko potem uporablja in seže po njej, kadarkoli hočejo, kolikor želijo, in na tak način dokazujejo, koliko jim knjiga pomeni. V tretje gre rado. Ali imate namen napisati tudi zgodbo za tretjo slikanico? Jan je tukaj, njegov zajček je vedno, bom rekel, v narekovajih živi, pridružila se jima je Inja. Jaz ne dvomim, da imata v vrtcu ogromno tudi drugih prijateljev, zgodb in nezgodb, ki se jima vsakodnevno dogajajo. Ob tem seveda so tu še družine, ki imajo svoje načine življenja, bom rekel, svoj pogled na igro, zabavo, druženje, aktivnosti in tako dalje. Jaz sem prepričan, da kolikor bo volja in interes, da moji junaki ostanejo živi, zagotovo najdejo v mestu še v kakšni knjigi, ne samo v tretji izdaji.